da bom svoj poklic opravljal vestno in dostojanstveno. Za vsemi svojimi močmi bom ohranjal čast in plemenite tradicije zdravniškega poklica. Moji kolegi mi bodo bratje in sestre. Zdravnica in zdravnik, zobozdravnica in zobozdravnik, svečano obljubljam. Svoj poklic bom opravljal vestno in odgovorno. Fish in the sea, you know how I feel. 30. obletnici prvih začetkov stanovske organiziranosti zdravništva na Slovenskem spletajo ponosno mrežo spominov in bogate zgodovine. Zgodovine globoke človeške predanosti in visoke strokovnosti. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za povezovanje zdravnikov in zobozdravnikov v prizadevanjih za negovanje ugleda in častnosti zdravniškega poklica ter izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike prejme ob 130-letnici začetkov krovne stanovske organizacije zdravnikov in zobozdravnikov na Slovenskem in ob 30-letnici vzpostavitve sodobne zdravniške zbornice v samostojni državi, Zdravniška zbornica Slovenije red za zasluge. V imenu Zdravniške zbornice Slovenije bo odlikovanje prevzela predsednica doktorica Bojana Beović. Zdravniški poklic je ugleden poklic, časten in spoštovan od dobe prvega človeka in prve bolezni naprej. Delo, ki ga opravljajo ljudje, ki zdravijo druge ljudi, pa je ob vsem zadoščenju, ki ga prinaša enim in drugim, tudi nadvse odgovorno, težko in obremenjujoče. Zdravniki se v Sloveniji in povsod po svetu zato povezujejo v stanovska združenja, ki jim pomagajo uveljavljati njihovi poklicne, ekonomske in socialne interese, skrbijo za njihovo strokovno usposobljenost, napredovanje in etično ravnanje ter izpolnjevanje dolžnosti strokovnega in varnega obravnavanja pacientov. To so pri nas naloge Zdravniške zbornice Slovenije, ki združuje zdravnice, zdravnike, zobozdravnice in zobozdravnike, ki svoj poklic opravljajo na območju Republike Slovenije. Njeno poslanstvo je, da skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica v naši državi. Prek različno oblikovanih zdravniških združenj izvoljeni predstavniki zdravnikov so poslanstvo na Slovenskem izpolnjujejo že skoraj poldrugo stoletje, v samostojni Sloveniji pa je Zdravniška zbornica Slovenije kot novo ustanovljena zbornična institucija nastala kmalu po rojstvu države. Že 30 let torej deluje na upoštevanju temeljnih vrednot zdravniškega poklica, njegove neodvisnosti in zaveze načelom medicinske etike in deontologije. Dolga zgodovina zdravništva na Slovenskem, pa tudi znanstvenost poklica in človečnost poslanstva so vidne v grbu zbornice. V njem so dediščina Akademije Operosorum, družbe učenjakov, ustanovljene leta 1693 v Ljubljani, izročilo antičnega boga zdravilstva Asklepija in slovenski nagelj. Zdravniki so bili v naši zgodovini vedno med prvaki javnega življenja tudi na drugih področjih, v kulturi, telesni kulturi, narodnem buditeljstvu, politiki. Ljudje nasvetom zdravnikov zaupajo in jim radi sledijo.
V 3 desetletjih delovanja v Republiki Sloveniji so zbornico preskušale številne novosti in spremembe. Le z gibkim prilagajanjem novim zahtevam in spremenjenim okoliščinam lahko takšna ustanova ohranja svoj smisel. Zbornica se je sijajno izkazala in uveljavila s prirejanjem pomembnih znanstvenih srečanj, z izdajanjem odmevnih publikacij in sodelovanjem v mednarodnih pobudah, pa je svojim članom in članicam postavila trdna tla za njihove poklicne poti. S palačo Domus Medica, ki jo poleg zbornice uporabljajo tudi Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, pa so si slovenski zdravniki in zobozdravniki zgradili dom, na katerega so lahko ponosni. Načrtovanje in izbira lokacije zanj sta potekala 2 leti. Dokončno je bil v 1 letu, 3 mesecih in 7 dneh, zgrajen pa je bil le s sredstvi članarin, kratkoročnega posojila in donacij članov. Zdravniška zbornica je z dosedanjim delovanjem upravičila razloge za svoj obstoj in pomembno prispevala k razvoju družbe in še posebej slovenskega zdravništva in zobozdravstva. Vloga zdravnikov v družbi se ni spremenila. Ugled, zaupanje in odgovornost ostajajo bistvo njihovega poklica. Močno pa se spreminja zavedanje o pomenu in vrednosti zdravja. V našem času ga štejemo za največjo vrednoto in eno od temeljnih človekovih pravic. Zato zdravnike in Zdravniško zbornico Slovenije v prihodnjih desetletjih čakajo še pomembni premisleki in velike preizkušnje. Ob visokem jubileju in z najboljšimi željami za prihodnost se država Slovenija za izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike ter skrb za ugled in čast zdravniškega poklica Zdravniški zbornici Slovenije zahvaljuje z redom za zasluge.